Živijo v naši oddaji Delo na kvadrat. Danes bo bolj tole delo na kubik, ker je pod mano tukaj en kamniti blok, ki so ga pripeljali iz kamnoloma. No in jaz sem se odločil nekaj iz tele skale narediti. Bom kamnosek, kot ste opazili. Kaj bo pa nastalo, bomo pa še videli. Tole je eden večjih strojev, ki se imenuje gater. Van pripeljete veliki skalni blok, potem pa sledi rezanje. Na kakšen način? Ja, tukaj se pripeljejo normalno 3 skale. 3 skale naenkrat na istem vozičku. Skale so težke približno 20 do 25 ton, tako da je skupna masa razreza 60 do 75 ton naenkrat. Sam stroj reže približno 4 dni. Odvisno od trdote, odvisno od količine klin, ki so v samem gatru. A so te kline ostre? Kline niso ostre, kline so tope. Tope morajo biti zaradi samega granulata, da lahko granulat tolče ob klino in kamen hkrati. In potem ta granulat zmešate še s čim? Granulat mešamo s apnom in samo vodo. Na celem postopku je naenkrat nekje 1500 kg granulata in 25 vreč apna. Apno se uporablja za sam granulat, da ga povleče za seboj. To so kovinski granulat, ker lahko prineseš 2 vreči do stroja. Taka vreča ima 25 kg. 25 kg ima ena vreča. Majhna vreča pa huda teža. To je kovinski granulat. Kovinski granulat je debeline milimeter, tako da je to kar dovolj teže. No, tale zadeva pa ostane od celega bloka. Tole je sicer škart, ampak je pa dokaz, da je kamnoseštvo povezano z glasbo. Tukaj imate klavir in če znate zaigrati, se to tudi sliši. Na tem stroju pa poteka spet eno svojevrstno rezanje s pomočjo žice, če vidim prav. Ja, to je novejši sistem, ki se reže z diamantno žico. To je žica, na kateri so diamantni prstani, obroči. Je približno 36 diamantov na tekočem metru in reže s pomočjo teh diamantov. Zakaj se pa reže na ta način? Na ta stroj se obdelujejo grobe skale, da se lahko izvrši priprava za gater, tako da se bloki velikih dimenzij zmanjšajo ali če so bloki nepravilno oblikovani, jih skvadriramo. Kakšna je pa razlika včasih pa danes, kako vidite z vašega zornega kota, recimo? Ja, danes je čisto drugače. Danes imamo stroje, stroji obdelujejo, dvigajo. Danes po pravilih kamnosek nič ne trpi skoraj. Imamo vse dvigala, vse viličarje, druge pripomočke, žahe, avtomatske, kjer se jaz spomnim, kjer so moji predniki, kjer pa še sem učil, takrat, kar sem učil, so na roke žahali kamen. Ročno, 2 človeka sta goniva žaho, ta trek je pa polival. In so to tista skalo žahali po 43 tedne za en spomenik. Odkot pa ta ljubezen do kamna? Kdo vas je navdušil za kamen? Ja, to pa posebej vesele. Kamen je pa taka ljubezen, mislim, da vse ve, sem ne govori. Kamen, če ga ti pravilno obdeluješ, se on po tebi ravna. Moraš pa vedeti, kako se tudi kamen obdeluje. Lik tako, kot pa les, vsaka stvar ima svoje. Kamen moraš ti poslušati, kamen tebe ne posluša. Ker to boš kuj vedel, kako se to obdeluje. Iz srca, iz ljubezenja moraš iti do njega. Ker
pri vsakem izdelku, če da takoj spade, kot ste ti zamislil, to si presrčno zadovoljen, vesel, pa tudi ponosen na svojo delo, če ti je tako hratalo, kot se si zamislil. Če se pa ne zamislil, seveda pa tudi uspeha ni. Nekdo, ki naredi šolo za kamnoseka, najbrž ne obvlada še vse te vaše industrije in ga tukaj šele izbrusite, tako kot kamen. To tale poklic, če hočem povedati, eno leto samo mine, da se ti kamna prvadaš, kamen poznaš, samo pa nas imamo okrog 100 vrst kamnov, ker to kamnov, da ga ti vsega se poznaš, pa da se zaljubiš v vanga, že res nekaj časa to traja. Mi gre, ne? Dobre gre, dober. Mi je všeč tale zadeva. Kaj bi meni svetoval pa kakšnim mladim, ki bi se mogoče odločili za poklic kamnoseka? Ja, tale zadeva je presrčna, se pravi, kjer ga veseli, ima vsak možnost. Šole so danes, orodje je danes, ni več tako kot včasih, da je vse ročno mogo delati. Poklic je pa tako, če si z ljubezenjo začel, si ga zelo rad delaš, pa priljubljen je kamen. Kamen je za mene sploh priljubljen. Jaz imam tudi kamen rad, zelo ga imam rad. No, tukaj imamo en velik za lajke sekular. Kaj se z njim počne? Ta se imenuje stroj, da je krajc ali pa sanvica, velik sekular, ki lahko žahaš do 130 cm debeline. Če pa postaviš 3 metre pa pol klino, je pa tudi do 150 debeline žahaš 3 metre pa pol dolgo. To poprečje žaha 10 do 15 kvadratov na 10 ur. Kaj pa so na koncu tukaj kline? Kaj je to? To je pa vse diamant gor. Diamant, to, kar se obrabi, se da nalotati, ponovno obnoviti, da se pa 8 do 12, tudi do 15 obnoviti, da zdrži disko, če ni zmatran disk. Ponovati je pa zmatran disk, pa to ne zdrži toliko. Pa klina se tudi da poravnati, če je kriva. Tako, s kladivom ali... Kladivom, pa kontra, lih kontra se tolče je, kot pa una klina za les, pa ta za kamen sta lih kontra se udarjata, da se to ravna. Tudi sam sem jo že poravnal, pa poskušal, ampak kraj vidim, da pridejo mojstri, da oni naredijo, je bolj 100%. No, Jože, jaz sem si od nekdaj želel imeti eno takole aparaturo, mašino doma, pa tega verjetno ne bom imel nikoli. A si bi lahko jaz privoščil tole spraviti v pogon? Ja, ni problema, se tala mašina je dela oziroma avtomat, ko sta naštelana, lahko probaš, kako to zalaufati, te zalen knop dole, ti ga pritisni. Zdaj bo klina zalaufala. Zdaj moraš imeti posluh do kline, kako klina dela. To prosto zalaufala, brez šumina. Takrat boš pa avtomatsko pritisnil. Samo šesa so me. Samo ta termin gum izgala, ja, kar pritisne. Tukaj so plošče, kaj se pa z njim dogaja? Te plošče bova pelala na poliranje, tako da lahko ti probaš, kako to deluje. Moraš držati plošče. No, tele plošče so pa zdaj pripravljene za kaj? Te plošče so pripravljene za avtomatsko polirno linijo, na kateri se polira površina plošče. Potem je čist gladka. Potem je pa gladka. To bova videla na koncu.
opazil sem tudi, da kamen obdelujete s pomočjo ognja, to je najbrž ena od faz. Ja, to je termično obdelan kamen, to se plošče surove, prinešene iz gatra, obdelajo termično, to je s kisikom in plinom. Kakšne so pa še ostale oblike obdelave površin? Obdelave so lahko polirane, lahko so termično obdelane, lahko so peskane, lahko so pa tudi antično obdelane. To pomeni, da so lahko žgane in naknadno z krtačami površino obdelamo, da izgleda antično. To pomeni, da je valovita površina in seveda polirana. No, tole zadeva zdaj le peljeva iz polirne linije kam? Ja, ves material je potrebno iz polirne linije peljati na skladišče, kjer čakajo nadaljnega kupca. Ni potrebno nobene strehe? Ne, za kamenje ni potrebno nobene strehe, za granit popolnoma nič, za marmorje je pa priporočljivo imeti pod streho, tako da ne zgubijo sijaja in leska. A imate kakšen poseben sistem, da se to zlaga, kakšen abecedni red? Ne vem, kakšnega sistema ni, je pa priporočljivo, da so iz iste skale na istih kavaletah. A potem tole kar zloživa mogoče? Tole bova zložila. Koliko pa to tehta? Tehta 3 tone, nekaj manj kot 3 tone tudi. Aha. No, če je manj, pol pa ni problema, ja. Pol pa ne bo panike. Ni panike tukaj, ja. Kaj moram narediti? Zdaj prosim, če spredaj primaš in poravnava paket z ostalimi kamni. Kar poravnaj. 3 tone. 3 tone. Treba pazi, poravnaj. No, vidiš, kar ta prav delavec boš. Tako, zdaj pa lahko spustiš. Vse mi kar gre, ne? Ja, dober si, še mogoče 5 let, pa boš tak kot jaz. Ja, no, dobri, par tisoč ton pa bo, ne? Tako. Naprej smo govorili, da je bilo včasih čisto drugače, da je vse potekalo ročno. Zdaj v novih časih je pa tukaj en najbolj modernih strojev za kamnoseštvo. Ja, to je krožna žaga, najnovejša krožna žaga, ki je kombinirana, nekje polovica je krožna žaga, ostali del pa je CNC. To je freza, ki se vrti v osi, tako da lahko z njo rezkaš in obenem tudi režeš. No, tole tukaj je, če se ne motim, računalnik. Ja, to je računalniško vodena. Vodena je vseh 5 osi, imajo os X, Y, W in R. R pomeni, da se disk obrača z 90 stopinj, X se pomikajo desno-levo, Y naprej nazaj, Z se pomikajo gor in dol. In s tem strojem pravzaprav lahko naredite, kar želite. S to žago dobesedno narediva kompletno, kar je mogoče, razen skulpturo in kipov, kar je še vedno ročno delo. Trenutno mislim, da se dela ena okrogla zadeva. Trenutno reževa krog, radiusa 200 mm, to traja nekje 20 minut, da se odreže. Zakaj pa cel kup neke vode? Obvezno pri vseh frezah, mostovnih frezah je potrebna voda za hlajenje. No, pri vseh modernih strojih, ki jih imate, pa tukaj le vidim, da še zmeraj imate pa delavca, ki brusi ročno. Zakaj? Ja, seveda, vse sodobni stroji finalnih, zahtevnih stvari ne naredijo, tako da je pri pultih, kuhinjskih pultih, spomenikih še vedno potrebno ročne dodelave, nekje robovi manjkajo, nekje se ne sveti dovolj, tako da je potrebna dodelava na
ročni način. Kljub vsemu pa mora ta delavec pokazati nekaj umetniške žilice, nekaj umetniškega duha. Ja, na koncu vsakega izdelka seveda je treba imeti malo estetike, smisla za dodelavo, da so stranke zadovoljne. Koliko prakse, recimo praktičnega dela zahteva konkretno tole delo, recimo koliko let izobraževanja? Odvisno od posameznika. Nekateri osvojijo brušenje v 3 mesecih, nekateri pa tudi po leto in pol. No, če bi jaz želel biti brusilc, a bi mi zaupal kakšen stroj, kakšen aparat, da bi lahko naredil kaj podobnega? Ja, seveda. Prvo bi imela okensko polico, mogoče mesec, 2, po pol leta bi prišla na kuhinjske pulte, po 1 letu pa mogoče greva že na spomenike. Ali pa po 10. To je pa super, lahko še fajn, prijetno glasbo poslušaš, krasno. Evo! No, tukaj je nekaj zanimivih brusov, ki so v takih malo pisanih barvah. Zakaj so različne barve? Ja, to so brusi. Brusi so lahko magnezitni, lahko so sintetični, lahko so pa diahardi. Magnezitni brusi so sestavljeni na bazi betona, sintetični so sestavljeni na bazi smol in novi diahardi so sestavljeni iz diamantnega prahu in plastike. Zakaj so obarvani različno? Obarvani so različno zato, da lažje vidimo granulacijo, razločimo granulacijo, ker je izredno težko določiti granulacijo z prostim očesom. Zdaj bova demonstrirala tole sprostitev med delovnim časom. To so balinčki, imamo kamnito kuglo. Kugla je... A dosti treniraš? Dober je, treniramo vsak dan. Vsak dan in seveda zmagovalec. Si ti. Čestitam. Tu največ treniram. Vidim, ja, da si precej tukaj. Nič, pravzaprav tole je bila samo demonstracija, drugače pa tole res ta prava in resna orodje. To so diahardi, tako da prav ne vem kakšnih hecov se ne uporablja. In upam, da nisva kakšne škode naredila. Nisva nobene naredila. Okej. No, pri temle stroju imam pa občutek, da so prišla recimo k eni podzemni železnici. Ja, to so prišla k najnovejšemu našemu stroju. Je 4-osni CNC, računalniško vodena mašina, ki se predvsem uporablja za izdelavo kuhinjskih pultov in nagrobnih spomenikov. Kaj so pa tele cevi, te čreva spodaj? Te cevi so za pritrditev plošče, tako da lahko mašina obdeluje profile in robove z vseh strani. To pomeni, da lahko obdela 360 stopinj obdelovanca. Kako pa deluje cel stroj? Tisti računalnik se najprej sprogramira ali kako? Cel stroj je treba seveda sprogramirati, povedati, kateri brusni elementi igrajo v zaporedju, potem vnesti v računalnik, ploščo določiti nulto točko in enostavno pritisneš start in ven pade izdelek. Naj bi padel lep izdelek ven. No in kakšne operacije nam omogoča tale stroj? Ja, ta stroj se specifično uporablja predvsem za izdelavo kuhinjskih pultov, za graviranje, za skeniranje, ker ima tudi lasersko skeniranje, tako da lahko recimo določen portret se ga izdela, lahko iz gline, se ga poskenira, potem se ga pa enostavno prenese na kamen. Zdaj
Spet smo pa v tisti zgodbi. Majhen korak za človeka in velik korak človeštva. Kamnoseki raje pravijo majhen kamenček, ki lahko uniči veliko skalo. Tole ni noben Armstrong, ampak je vaš delavec, ki peska razne kamne. Zakaj se to uporablja? Peskanje uporabljamo predvsem za čiščenje starih nagrobnih spomenikov, starih oblog, stopnic, tako da se vsa nečistoča z lahkoto očisti in seveda kasneje tudi kamen impregniramo. Uporabljamo izrecno samo kremenčev pesek, ne uporabljamo kovinske granulacije, ker kovinska granulacija pusti na kamnu kasneje rjo. Kaj pa, recimo, če malo tale skafander obdelava, vidim, da ima noter napeljan tudi kisik za njega, ali kako zrak da? Ja, skafander je seveda za dovod čistega zraka in v skafandru ima boljši zrak, ker je filtriran, kot pa midva, če stojiva 10 metrov proč. A je to dolgotrajen postopek, ker so zadeve hitro narejene? Ne, zadeve so dokaj hitro narejene, seveda odvisno od kamna, koliko je poškodovan. Peska se pa lahko vsak kamen? Peska se lahko vsak kamen, peska se lahko tudi kovine, vendar mi tega ne delamo, ker v pesku potem pušča sledi rje. Nekdaj se je te vaše izdelke načrtovalo s pomočjo papirja in svinčnika, danes pa vidim tamle, da je pa že vse skupaj računalniško podprto in avtomatizirano. Ja, še vedno je potrebno svinčnik in papir. S svinčnikom papirjem naredimo osnovo, kasneje pa se vse obdela v AutoCAD-u, tako da je v bistvu lažji pregled, lažje popravljanje in obenem se izdeluje skica za CNC obdelovalne stroje. To pomeni, da dobro, neke fizične omejitve so, ampak načeloma pa vse, kar se da spraviti v računalnik, potem tudi stoji na kamnu. Ja, seveda, to so želje strank. Želje strank so takšne, da lahko pridejo z idejami sami, lahko pa svetujemo tudi tukaj, izrišemo in dokončno obdelamo. Ja, tale je tudi lep. Multikolor. Joj, kakšna izbira, človek res ne ve, zakaj bi se odločil. Ampak danes ne bo težav, ker imam tukaj le strokovnjakinjo za vse vrste kamna, ki je tukaj le za mano. Delam ene stopnice doma, pa ne vem, zakaj bi se odločila. Stopnice delaš? Ja. A bi mogoče kakšen marmor ali pa granit? Kaj ti bolj odgovarja? Pa ne vem, v čem je pa razlika? Jaz ti tako povem, granit je za zunanjo uporabo. Če za noter se bi lahko odločil za kakšen marmor, tudi barve so svetlejše in se bolj vklopi v notranjost. Pol bi se pa jaz mogoče kar za marmor odločil. V redu, marmor je v redu za noter. Samo priporočam ti, da ga vzdržuješ in potem boš imel stopnice lepe. A pa je to vse pri nas kopljeno, ta marmor? Ne, različno. Imava iz Italije, Makedonija, Portugalska ali pa mogoče tale braški kamen. Jaz ti priporočam kakšno svetlo varianto. Mogoče kaj v belem ali pa kaj v bež barvi. Tale me kar všeč tukaj. Veselje unito. No, tegale bi pa z veseljem. Dobro si se odločil za notranje stopnice. Ja, imam pa še zunaj tudi eno zadevo malo za urediti, en vhod. Zunaj pa najbrž granit, ne? Za zunaj ti bolj priporočam granit. Ja, kater pa? Jaz ti predlagam tale tunelit, ta je sicer slovenski kamen, je izredno kvaliteten, lahko pa izbereš mogoče tudi katerega drugega. A to je edini, ki ga kopljajo v Sloveniji? Ja, ta je edini. Odkot so pa ostali? Ostalega imamo pa iz celega sveta. Brazilija, Indija, Južna Afrika. A je kakšen kamen, ki je res zelo drag? Ja, to imam pa tile 4 ekskluzivne kamne. Zakaj pa so ekskluzivni? Zato, ker je dobava kamna izredno težka.
Te dva kamna kopljajo pod morjem, Brazilija, to je pa Pakistan. Oniks je že pol drag kamen in se uporablja za kakšno stensko oblogo. Dočim to se pa za kakšne kuhinjske kopalniške pulte uporablja. Kakšna pa je razlika recimo v ceni, ker so te res dragoceni? Cenovno bom rekla, da odstopajo kar 3-4-kratno ceno od dragega granita. Kaj se pa izdeluje iz ostalih granitov in marmorjev? Iz ostalih granitov in marmorjev izdelujemo zunanje in notranje okenske police, kuhinjske in kopalniške pulte in nagrobne spomenike. No, zdaj smo spoznali skoraj vse o kamnoseštvu. Od kamna iz kamnoloma do obdelave kamna, tukaj je pa še zadnja faza in sicer montaža. Ervin, kaj se da naučiti tega? Kaj si pravzaprav ti po izobrazbi? Jaz sem po izobrazbi kamnosek, ampak polaganja smo se učili v bivši firmi Mineralu. Aha. Pa je potem koliko je treba prakse, da recimo takole delaš dobro in samostojno kot ti? Kar je ne par let. Tako da pač da spoznaš vse cake, se temu po domač rekel, da narediš na koncu izdelek tako, kot je treba. A pa v Sloveniji še imamo to kamnoseško šolo, še obstaja to? Obstaja v Ljubljani, to je srednja gradbena, ampak za smer poklic kamnosek je deficit. Ni povpraševanja. Po mojstrih takih, kot si ti, pa je povpraševanje. Dejansko je za sprot zmeren del. A je zate pomembno, kater kamen polagaš? Marmor je bolj občutljiv in ga je treba pač drugače polagati kot granit, ker je malo trši in pač se tudi ne pozna vse na njemu. Kaj pa, če se recimo enkrat po nekaj letih stvar, če ploščica poči, če nekaj pade na njo, a se to da tako zamenjati, da se ne opazi, da ni razlike? Pri določenih kamnih se pač opazi, ker so barvne strukture, ker je to naraven kamen, lahko odstopanja. Pri marmorju, naprimer, pri temu se ne bo opazil, ker je pač enotna struktura in enotne barve. Pač da se pa tako narediti, da se čim manj opazi. Potem ima vsak mojster en tak, lahko rečemo, male skrivnosti velikih monterjev stopnic. Pri vsakem poklicu so določene stvari, skrivnosti se temu rekli, ker jih s časoma osvojiš. In to jih skrbno skrivate vsi mojstri? Ne skrivamo jih, ampak vsak, ki se s tem poslom hoče ukvarjati, jih mora sam osvojiti. No, jaz sem danes dejansko tukaj, da tebi tudi kaj pomagam, pa če imaš kaj za zdaj za zrihtati. Super, nucam pesek z veseljem. Koliko? Kar oba vajmarja. Kaj praviš s tem novim delavcem? Kakšen imaš občutek? Ja, vsaka stvar se treba proučiti. Pa z občutkom, z veseljem, z trudom. Vidim, da bo kar šlo, ampak ima še majhne bolj raztresen tole vse skupaj. Se mi zdi, da še ni čist, ampak kakšna nagrada mu pa pripada, ka ne? Pa to pa bomo videli izdelek, prih pa nič ne dajemo. A mu za začetek dava tole? Čist prav. A zdal te prave črke noter. Ja, poglej jih, poglej. Zategnemo po gorensko. Ja. In je prštiman. Jaz upam, da bo mojster zadovoljen s temole estrihom.
Pa še stopnice, super za kondicijo. A bo v redu? Vidim, da je kar dobro. Bo v redu. Si dobro zmišljal? Dobro, bo še kumbata drugega dal. Kaj pa koleno? A trpijo kaj? Seveda, konc tedna zelo boli. Tudi po 12 letih niso še nič bolj utrjeni. Ne. No, tukaj imamo pa zdaj končno umetnino oziroma zaključeno delo polaganja kamna na stopnice. Dejansko ni zaključene, ker manjkajo obrobe in določene finese, po večini je pa zaključeno. A potem se bom pa jaz doma tega lotil kar sam, ker imam tudi ene podobne stopnice. Seveda, lahko probaš, ampak če boš imel svojo pomoč, pa pokliči. Aha, dobro, hvala. Malenkost, nasvidenje. Pomoč. Bom jaz kar Ervina poklical, da ne bom preveč kamna uničil. Fantje, dajmo tele police tele preložiti. Tole? Na tistole paleto. Nadaljmo. Delo na kvadrat. Kaj je to zdaj, Jože? Poglej ga, fanta, pa je le opazil. Kaj je to? To je nagrada za tvojo uspešno predstavitev kamnoseka, ne glede na plošče, ki si jih razbil v zadnjih 14 dneh. Ja, hvala lepa. Hvala tudi tebi. To je prvovrstno presenečenje. Res je tudi pravno, hvala lepa. Priden bil, zasluženo je. Hvala, hvala. Ja, delo na kvadrat. Delo na kvadrat je danes pri koncu in meni osebno se je v tem trenutku dobesedno odvalil en velik kamen od srca. Biti kamnosek je lep, a naporen poklic. Delati s kamnom je pa prava umetnost. In moram vam priznati, da sem danes neizmerno užival.